Sam potek bolezni je tudi verjetno že precej poznan, se zdaj že 1 leto in pol o tem govorimo, pa vseeno. Treba povedati, da je kar nekaj takih ljudi, ki zbolijo, brez da bi imeli oziroma se okužijo in nimajo nobenih zdravstvenih težav. Ne zaznajo sami, da so okuženi in seveda v tem času lahko širijo povzročitelja v okolje in na ta način tudi predstavljajo vir okužbe za druge osebe, ki so še občutljive. Pri približno 15 do 20% oseb poteka bolezen bolj izrazito in jih prepoznamo. Okrog 5% je tistih bolnikov, ki zbolijo tako težko, da jih je potrebno zdraviti v bolnišnici. In med temi je potem nekaj takih tudi, ki terjajo res zelo intenzivno zdravljenje, kajti bolezen poteka zelo težko in če gledamo skupno, zdaj bolezen povzroča kar precej smrti, približno za vse starosti, če pogledamo ljudi, je to 1%, vendar pa tiste osebe, ki pa so starejše od 80 let, imajo pa težak potek bolezni in v teh primerih je lahko smrtnost tudi 30%. Se pravi, da 30% od 30% ljudi, ki jim tako težko bolezen poteka, potem tudi umre. Zelo pomembno je poudariti to, da so določeni kronični bolniki, ki imajo pogosteje težek potek bolezni, to so predvsem tisti, ki imajo srčne bolezni, pljučne bolezni, sladkorni bolniki, taki, ki imajo težave z ledvicami, bolniki z rakom, pa bolniki oziroma osebe s preveliko telesno maso. Za vse pa velja, da so starejši še toliko bolj ogroženi. Se pravi, če imajo starejši te kronične bolezni, in to je zelo pogosto, v takem primeru so potem še bolj ogroženi in je še večja možnost, da težko poteka njihova bolezen.